Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na okrogli mizi Razvoj strategij v kriznih časih, ki jo organizira študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z alumni klubom Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. In verjamem, da je pomembno, da izpostavimo, da gre za pobudo študentov, kar je seveda pohvale vredno, ker študente in bodoče inženirje tudi zares zanima, kaj se trenutno dogaja v gospodarstvu in kaj jih čaka v prihodnosti. To raziskovanje je tudi namen današnje okrogle mize. Današnji gost je dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, dr. Jure Knez, Devesoft, dr. Tomaž Kmecel, Kolektor Etra, dr. Viktor Vračar, Holding Slovenske elektrarne in pa profesor dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. Predlagam, da za sam začetek naredimo en tak uvodni krog od leve proti desni, seveda strani gledalcev. Kako bi skozi vaše delo in izkušnje definirali krizno strategijo in kako je mogoče epidemija COVID-19 redefinirala krizno strategijo? Z leve proti desni si jaz prvi. Zdaj, ravno ta teden sem slišal eno stvar, da to obdobje COVID ni novo normalno, ampak je novo normalno, ker poleg tega, da se je zgodila epidemija COVID-a, ki smo jo kljub vsemu na nek način obvladovali, so se zgodile še vse te globalne napetosti. In to je prišlo še dodatno na že tako kar zahtevne razmere in praktično jaz bom rekel, da vse kar se tiče našega podjetja smo se relativno zelo hitro adaptirali na, bom rekel, na te COVID čase in bili smo tudi ena od branž, ki je imela to srečo, da se je potrošnja v tem obdobju ne zmanjšala, ampak celo povečala. Seveda smo se pa zaradi vseh razmer, ki so posledica COVID-a, srečevali tako kot vsi ostali z velikimi izzivi na področju dobave materialov, dobave surovin. Zelo težko je bilo prilagajati stvari. Smo se pa ravno zdaj, ko smo prihajali tudi not pogovarjali. Če je bilo to relativno zahtevno lani, je pa letos, pa ne vem, koliko je zdaj sploh možno govoriti o neki strategiji, ki jo izvajaš, ker je praktično edina stalnica je, da se vsak mesec nekaj spremeni, in da je treba poslovanje praktično prilagajati tržnim razmeram in razmeram na trgu praktično iz meseca v mesec. Zdaj, kar se tiče pa same strategije, je pa ena stvar dejstvo, sustainability in vse stvari, ki so s tem povezane, so stvar, na katere je COVID vplival v smislu, da jih je samo še pospešil. In praktično neki trendi, ki so v svetu, ti globalni trendi, določeni globalni trendi, digitalizacija, sustainability, je COVID, pa še te globalne napetosti so stvari še samo popestrile. Tako da, kar se naše strategije tiče, v teh kriznih razmerah, moram jaz reči, da tiste dolgoročne razvojne strategije mi nismo spremenjali. Mi smo jo prilagodili v tem smislu, da smo določene aktivnosti kvečjemu še pospešili, zato da bi določene rešitve, ki jih potrebujemo, zato da bomo srednjeročno konkurenčni na trgu še prej pripeljali na trg. Seveda smo pa zaradi krize take, kot je, pa do določene nenujne aktivnosti, za katere mislimo, da niso strateške, pa začasno dali tudi na čakanje. Gospod Knez, isto vprašanje. Ja, isto vprašanje. Zdaj, v življenju pa v vaši življenjski dobi ne boste preživeli samo COVID-a, ampak jaz verjamem, da še marsikatero krizo. In zdaj vsaka kriza je seveda prinaša določene spremembe, se je treba prilagoditi, ampak vsaka kriza je pa tudi priložnost. Če so temelji dobro postavljeni, če je podjetje fleksibilno, da se lahko tej krizi prilagodi,
in lahko iz nje nekako nastane ali pa postane tudi zmagovalec. Ne. In se tudi že v Sloveniji smo videli, kako so se določena podjetja so se zelo hitro transformirala, so zrasla, so dobila nove priložnosti in dejstvo je, ne, da ne vem, v neki dobri poslovni praksi takrat, ki je dovolj denarja, ga je treba varčevati, tudi, ki je pa kriza, ga je treba pa investirati. Ne. In potem stranke dejansko to občutijo, vidijo in iz tega ven potem lahko dobite veliko več, kot v normalnih časih. In COVID ni bil čisto nič drugačen. V našem podjetju je bilo zelo dobro čutiti tista volja, pripravljenost, da se kljub oteženim razmeram, da se dela, da se razvija naprej, tudi skozi te sisteme solastništva, skozi nagrajevanje. Vsak sistem, ne, to mi nismo še, odkar smo vedeli ta sistem, še nismo doživeli neke prave krize, to je bila prva in ki je dokazala, da je bila ta pot pravilna, pa da se nam je zelo dobro obnesla. In kljub temu, da je naš trg padel, recimo avtomobilska industrija je nehala razvijati, je nehala investirati kar za precej dolgo, smo mi pa še vseeno rasli. Ne? In to vam nekako tudi polagam na srce, da jemljete krizo kot priložnost. Ne? Tako, kot je že kolega dejal, ne? Zdaj razmere so še kar kritične, ne? Nekako smo tudi mi v neki vojni nabavi, ne? Da poskušaš dobiti stvari, predvsem pri nas gre za čipe po celem svetu, pa skozi različne kanale, ampak se mi zdi, da tukaj, no, kot Balkanci se veliko bolj znajdemo, kot kakšni Nemci ali pa Švedine in zato imamo potem pri nas bistveno več naročil kot kdajkoli prej in nam je glavna skrb zdaj, kako jih bomo podelali. Gospod Kmecel, izvolite. Ja, kriza je po eni strani poslovna vojna in kriza je čas za zmagovalce. Logično. In v vojni se zmaguje, ne? V krizi se zmaguje. Eni zmagujejo, eni izgubijo. In jaz mislim, da jaz to gledam predvsem kot priložnost za tiste, ki so pogumni, ki imajo ideje, ki so mladi, da uspejo. Ne? Tako tu govorim predvsem vam, ki ste mladi, da naj vas krize pravzaprav opogumljajo, ker boste znotraj krize ali pa v času krize lahko veliko hitreje napredovali, iz sebe nekaj naredili kot v času, ko je vse ustaljeno, tisti je veliko večja muka. Ne? Najbolj togi, takrat postanejo sistemi togi in v togem sistemu se pravzaprav najpočasneje napreduje. Ne? Ko je pa kriza, takrat se pa vidi, kdo je dober, pa kdo je slab. Gospod Vračar? Ja, zdaj mogoče nekoliko drugače, da ne bomo enako se ponavljali, ne? Ampak rdeča nit, mislim, da vseh nas je prilagodljivost. Prilagodljivost je rdeča nit, katerokoli panogo pogledate. Ampak zakaj drugače? Glede na to, da ste tehniki, ne, tudi jaz sem tehnik, razmišljamo bolj po predalčkano oziroma po nekih linijah. Prvo, kar je treba v teh procesih narediti, je, da risk assessment pogledate za svoje procese, kje vas kriza ogroža. Ne. Dejansko ta ocena tveganja se nekoliko spremeni, določena druga tveganja postanejo določeni drugi deli procesov, ki v preteklosti niso bili tako ogroženi, postanejo zdaj prioriteta in v prvi fazi gre za ohranitev tega. Kako stabilizirati, kako se prilagoditi, da ohranite proces. V drugi fazi se pa absolutno strinjam, ne, ko si enkrat stabiliziral svoj proces, zdaj pa vidiš, kako lahko to pravzaprav vidiš, izkoristiš kot neko priložnost, ne, da se pravzaprav naredi še več oziroma prideš iz krize še kot večji zmagovalec. Tako da jaz nekako bi razdelil to na dva taka koraka, ampak ta prvi korak ravno zato še toliko bolj podarjam, ker tehnikom predvidevam razlagamo, ne, čez komunističnih ved nekoliko drugače se soočajo tudi s krizo, ampak mi smo navajeni vsi mehansko modelirati procese in podobno, ne. V tem procesu, torej ocena tveganja, prioritete se spremenijo, začnete se ukvarjati z tistim, kar vam takrat ogroža vaše procese.
Zdaj, ali je to nabava, ali je to trg, ali karkoli, ne, ker panoge se spreminjajo in po stabilizaciji tega, zdaj kako bomo pa izkoristili, da prijemo še močnejši ven. Ampak prilagodljivost je rdeča nit, mislim, da je odgovor od vseh nas. No. In kako je epidemija vplivala na strategijo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani? No, kot veste, univerza je poleg cerkve edini artefakt feudalizma, ne? Ampak niti cerkev, niti univerza še ni propadla. Ko pa govorimo seveda o Fakulteti za strojništvo, smo pa stvar pred leti res zares vzeli, da tako rečem, in smo se ozrli, kam želimo priti v prihodnosti. In tukaj ne moremo mimo gospodarstva. Mi smo tukaj dejansko tisti, ki spremljamo in moramo se hitro odzivati seveda z vsemi našimi poslovnimi procesi, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem in tudi na strokovnem delu našega poslovanja, da tudi govorim sicer o organizacijski shemi in mi smo pred leti sprejeli to strategijo Fakultete za strojništvo, samostojno, neodvisno od preostalih članic na naši univerzi, zgledujoč se seveda po podobnih inštitucijah po Evropi, s katerimi se primerjamo, zaradi tega, ker naši inženirji in naše inženirke potem delujejo v ne samo v slovenskem gospodarstvu, ampak v gospodarstvu tako rekoč na globalnem nivoju. Tudi slovensko gospodarstvo je neobhodno povezano z globalnimi trendi ali pa z globalno ekonomijo in torej morajo biti naše diplomantke in diplomanti v resnici usposobljeni razmišljati na podoben način, kot smo zdaj slišali. Se pravi, morajo biti odzivni, morajo imeti vse kompetence, morajo imeti še kaj drugega kot ta gola tehnična znanja, zato da lahko doprinašajo v tem gospodarstvu tisto odločilno konkurenčnost za naše družbe. Te odgovornosti se zavedamo in smo seveda zdaj tudi že v fazi izvajanja te strategije. Ne vem, če vam je poznano, da smo prenovili in to korenito prenovili študijske programe, tako da so postali, mi temu rečemo future proof, to pravi, da odgovarjajo tistim kompetencam, ne samo tistim, ki jih danes gospodarstvo potrebuje, ampak kamor gospodarstvo teži v prihodnje, to je na eni strani. Po drugi strani smo pa seveda tudi relativno razpršeno raziskovalno dejavnost 33 laboratorijev skušali organizirati v 4 ključne, take krovne raziskovalne platforme, mi temu rečemo, ki naslavljajo v resnici vsa tista vprašanja v povezavi z, naprimer, tovarnami prihodnosti, z zeleno in varno mobilnostjo, z energijskim prehodom na obnovljive vire energije in seveda s temi tehnologijami, ki vse te izzive v prihodnji energijski oskrbi podpirajo. Govorimo namreč o medsektorskem povezovanju, vodikovih tehnologijah, pametnih omrežjih in podobno. In seveda na koncu en lep del naših laboratorijev sodeluje v različnih projektih, ki se ukvarjajo z zdravjem na tak ali drugačen način. Tako da mi seveda smo življenjsko odvisni od tega, ali smo se sposobni sami organizirati in spreminjati in prilagajati izzivom v prihodnje. In jaz mislim, da ta naravnanost se potem odraža tudi potem v naših diplomantih, ker oni ponotranijo ta isti skratka modus vivendi, če tako rečem. Nadaljujemo z vsebinskimi vprašanji, povezanimi z gosti, ki jih danes tu gostimo. Naj na tej točki tudi povabim goste, da kadarkoli med debato dodajo svoje mnenje, če se lahko navežejo na katerega izmed odgovorov. Gospod Pečnik, kako združitve, kot je vaša, s kitajskim Hisensom vplivajo na strateško koordinacijo in sodelovanje v kriznih obdobjih? Ja, zdaj združitev ali pa prevzem Gorenja strani Hisensa se je zgodil jeseni leta 2018. Potem je pa, eno leto potem se je zgodil pa COVID. Jaz lahko povem, da smo mi ravno načrtovali poslovno pot na Kitajsko, da bi uskladili strategijo na področju, ki ga jaz vodim v Gorenju, to je na področju raziskav in razvoja. In jaz vem, da sem že imel praktično vse rezervirano, že program narejen za cel teden. To je bilo januarja leta 2020. In potem se je zgodil COVID na Kitajskem in smo vse skupaj morali skenslati in vse skupaj narediti
nadaljavo. Ne. In to je bila takrat realnost, sicer je bilo na začetku to, rekel, nekaj, kar smo rekli, pa se na tak način ne bomo mogli delati, ampak danes je to nekaj normalnega. Zdaj bom tako rekel, ne, kar se tiče naše uskladitve strategije in aktivnosti je potekalo pač vse skupaj nadaljavo. Mi smo znotraj zdaj skupine Hisense, ki praktično evropski del R&D v Evropi, kjer nas je trenutno zaposlenih v raziskavah in razvoju, ravno ta teden sem preveril številke, smo šli prvi čez številko 500. Od teh 500 je pa v Sloveniji, to je v Ljubljani in v Velenju, zaposlenih že 410 visoko kvalificiranih strokovnjakov. Mi smo znotraj Hisensa postali globalni kompetenčni center za celotno kuhalno tehniko in za celotno pomivalno tehniko za svetovni trg. Praktično smo mi tisti, ki diktiramo celoten razvoj Hisensa na tem področju. Poleg tega smo pa zaradi višjega, več kompetenc na področju premium produktov, tudi glavni kompetenčni center za vse premijske produkte, v katere Hisense največ vlaga. Tako da jaz bom rekel, kar se naše združitve s kitajskim, velikim kitajskim podjetjem tiče, je to za nas pomenilo praktično dodatno injekcijo v razvoju, ne pa ustavitev aktivnosti in praktično naša razvojna ekipa vsako leto zraste za 30%. In kljub temu, da smo se zdaj pogovarjali o tej krizi, je ena od strateških stvari, kot je kolega rekel, ne, da v krizi je treba investirati. Mi v raziskave in razvoj praktično nismo ustavili investicij in mi si želimo dobiti, praktično privabiti tudi v tem letu nove strokovnjake in si želimo, da bi konec leta imeli v razvojni ekipi tudi v Evropi že blizu 600 sodelavcev. Ker se zavedamo, da je to ključen čas, da je treba zdaj investirati za to, da ko bo kriza šla, da bomo pripravljeni, da bomo lahko potem želi. Kar se nas tiče, bom rekel, morda tudi zaradi tega, ker je Kitajska, jaz bom odkrito povedal, bolj digitalizirana kot Evropa, je Kitajce mogoče ta kriza celo manj prizadela kot pa Evropejce. Ker so bili adaptirani na ta način dela, ker so že prej delali zelo na tak način. Mogoče smo Evropejci bili bolj prisiljeni določene stvari pospešiti kot pa Kitajci. Torej je pri vas prisoten pravi ekipni duh, no ta je bil prisoten tudi pri ekipi Devesofta. V enem izmed intervjujev ste poudarili, da je ena večjih težav bila pomanjkanje materiala, no to je večna težava, ampak da ste z ekipnim duhom uspeli pravočasno dobavljati. Kako pomemben je bil ta ekipni duh v teh časih? Ja, jaz mislim, da je to v vsakem podjetju, pa tudi izven krize, je to zelo pomembno, ne, ker uspeh podjetja ni en faktor, ampak je seštevek ogromno stvari, ne, in ta ekipni duh, ki se gradi skozi leta in leta, zelo hitro se ga uniči, ne, zelo težko se ga, pa zelo dolgo se ga gradi, je ključen, ne, tako da v teh naših, en izmed ključnih elementov uspeha našega podjetja je tudi izgradnja prodajne mreže. Mi smo vsi tehniki tukaj, ne, okoli, se mi zdi. Ne vem, če je publika. Je, Vsi tehniki. Strojniki, roke gor. Evo, To so morali ljudi, ne. Bravo, ne. No in mi smo vsi tehniki, ne. Ampak tehniki se moramo zavedati, stvari treba prodati, ne. Še tukaj dobra ideja, ki jo imate, ne, ni vredna nič, če se ne proda, ne. In pri nas je tako, ne, da od 350 ljudi je tukaj v Sloveniji 140, 70 je razvijalcev, ostali so pa prodajniki po svetu, supporterji in tako naprej, ne. Pa še proizvodnje v Sloveniji, ne, pa hočem reči, od 350 jih je okoli 200 na tem trgu, ne. In ne samo to, da smo potem zaradi tega, ker smo gradili svoje lastne podjetja po svetu, pa s tem nekako niso imeli več, ker če imaš kakšnega distributerja, ti
ti nameni 10% svojega časa, pa 20%, če imaš srečo. Ne. Tu pa ljudje, v bistvu prodajniki, vse skozi ponujajo našo opremo in tudi so odvisni od nje. Ne. In potem v tem času smo rekli, mi pa nimamo komponent. Ne. Ja, vsi so šli iskat, pa smo, vam lahko povem take zgodbe neverjetne, ne, kako smo dobivali posamezne komponente, ne, da je res se tudi znova pokazal ta ekipni duh tudi pri nabavi in zato imamo krajše dobavne roke kot naša konkurenca. Gospod Kmecel, junija 2020 ste izpostavili, da zaradi povečanih naročil niste potrebovali pomoči države, se je zanašanje na svojo lastno delovno silo obrestovalo. Ste bili zato bolj pripravljeni na naslednje epidemiološke valove in mogoče tudi na krizo, ki je trenutno prisotna v Ukrajini? Mi se tradicionalno opiramo predvsem na lastne sile. Zavedamo se, da je naša prihodnost odvisna od lastne moči in zato vlagamo zares veliko v ta timski duh, podpiramo prodornost, pogum, ne bom rekel agresivnost, ampak že na meji agresivnosti, ne? Zaradi tega, ker mislimo, da je to tisto, kar te pripelje v tem svetu enostavno korake naprej. Ne? Zato tudi tej publiki, nam, ki smo tehniki, ne, polagam na srce, da imejte v vidu ali pa poskušate sebe zgraditi v smeri, pa v zgraditev svoje osebnosti na ta način, da boste sebe upogumili, da boste na koncu lahko zelo suvereni pri nastopanju. Družboslovci, ki jih ni najbolj tukaj, ne, so po naravi taki. Ne. Družboslovec nima nobene težave stopiti Hansu Millerju, tam enemu čist neznancu, mu odpreti vrata, pa reči, jaz bi pa tole rad prodal. To so prodajniki ponavadi. Ne? Mi tehniki imamo ponavadi eno napačno percepcijo. Mi mislimo, da če dober produkt znamo narediti, pa če smo dobri, da je to dobro prodajljivo. Jok, ni res. Ne? Mi moramo sodelovati z enim dobrim prodajnikom, s takšnimi, ki to znajo, ki imajo v sebi tisto žilico, da se prodajo. Ne? Seveda morate tudi vi poskušati biti čim bolj samozavestni. Samozavestni ste lahko predvsem na osnovi znanja. Ne? To je, znanje vam da res neko notranjo moč, s katero lahko uspete. Poleg tega boste rabili pa rabite pa dober tim, da skupaj uspete na trgu. Potem, ko je enkrat ta timski duh dosežen, ni meja. Ja, mogoče še ena dobra novica glede tega. Ne. Obstaja dva načina prodaje. Ne. En način prodaje bullshit artist type of sales, ne. To je tisto, ker kupi stranki karte za na fuzbal tekmo, ne, pa gre pol na večerjo, pa tako naprej. Ne. Obstaja pa drug tip prodaje technical sales, ne, ki nekako zna, tu nam je bolj v naravi. Ja. Ampak tudi na ta način se da prodati. Ne. Pa še nekaj se treba zavedati, ne, kjer se je od vas naučil igrati klavir res dobro v enem dnevi. Po mojega ni junaka. No, vidite, prodaja je isto, ne? Pa tudi strojništva se niste v enem dnevi naučili. Tudi prodaja je veda, ki se je treba naučiti, ki se nauči na fakulteti, ampak bilo zelo dobro, da bi se. Tako, to je nauk za kolega tamle. Torej jaz priporočam veliko več poudarka, ali pa več kot v naši generaciji poudarka, tudi na tem ekonomskem znanju, tudi na pristopih, zaradi tega, ker boste lažje razumeli tudi kolega ekonomista, ki se bo s prodajo ukvarjal. Ja, a lahko jaz interveniram, ker sem bil direktno izzvan? Absolutno. Prej sem že omenil, da smo prenovili študijske programe in tudi na to smo deloma mislili, ne, zaradi tega, ker so zdaj naši programi narejeni tako, da so interdisciplinarno povezani, hkrati pa omogočajo tudi transdisciplinarno izbiro 3 študijskih predmetov onkraj meja naše fakultete, torej spodbujamo seveda študente, da pokukajo tudi naprimer na ekonomsko fakulteto ali pa na kakšne druge fakultete, kjer to vrstna za naše pojmovanje mehka znanja lahko pridobijo. Ampak, tako kot je bilo že rečeno, tudi v enem semestru se verjetno dober prodajnik ne bo izučil, tam bo dobil verjetno neke teoretične podlage ali pa osnovne strateške, bom rekel, smernice. Življenje je pa najboljši učitelj, tako kot vsi dobro vemo. Tako da mi smo seveda vedeli, ne, da sodobni diplomant, ki obvladuje neko tehnične kompetence, mora sodelovati seveda tudi z drugimi profili, zato da bi bil ta, bom rekel,
njegov poslovni uspeh zagotovljen. Jaz vsakemu študentu povem, naprimer, industrijska revolucija se je začela, to mora zdaj povedati, tudi kot izpitno vprašanje, zdaj s čim? Se je industrijska revolucija začela koncem 18. stoletja. Ja, s parnim batnim strojem. Kdo je inoviral parni batni stroj? Je bil James Watt, ki je bil v resnici inženir. Ampak James Watt ne bi naredil industrijske revolucije, če ob njem, in za njega zelo redko kdaj vemo, ne bi bil Matthew Boulton, ki je bil pa menedžer. In seveda, James Watt je bil inženir, tako kot vsi povprečni inženirji niso bili posebej premožni, ni bil sposoben te poslovne ideje spraviti v življenje, medtem ko Matthew Boulton je pa uvidel, zapopadel je, da je tukaj človek inženir, ki je ponudil človeštvu v resnici neko rešitev in je to sfinanciral in skupaj sta naredila industrijsko revolucijo. Tako da, kot dober zgodovinski nauk, ki je še vedno popolnoma relevanten. To je super zgodba, ampak jaz še kar ne bom obupal. Ekonomska fakulteta tudi ne uči te znanosti. Ja. Imate marketing, imate, CRM sisteme, ampak jaz govorim o tisti prodaji, 1:1, Sell me this pen, Wolf of the Wall Street. Sej tudi v Ameriki nimajo teh programov, ampak se mi zdi, da bi bilo pa to res ena taka stvar, ko bi pa spremenili šolski sistem, pa bi bili vsi vi veliko bolj uspešni, če bi to obvladali. Bomo naredili eno namensko delavnico in bomo proučili, kakšne so možnosti za izboljšavo. Yes. No, gospod Vračar se je medtem Gospod Vračar se je medtem znašel med dvema ognjama. Ko smo že pri študentih, eno izmed področij interesa je bila tudi zelena prihodnost. No, v Sloveniji so emisije iz energetskega sektorja med letoma 2005 in 2017 upadle za približno 24%, medtem ko tak padec ni viden v nobenem drugem sektorju. Emisije v prometu so se namreč povečale za 25%. Kje vi vidite prostor za izboljšave pri nas? Ja. Če dovolite, bi še vseeno pri tej temi ostal, ki se mi zdi res ključno, pa bi še en stavek dodal tukaj. Absolutno se strinjam z vsem, kar je bilo rečeno. Moje osebne izkušnje, ravno tako tehnik. Jaz sem si predstavljal, da je prodaja naštevanje tehničnih lastnosti. In čim bolj natančno bom to predstavil in čim bolj podrobno, suvereno bom deloval, bolj bom prepričal kupca. In tako verjamem, da večina tehnikov razmišlja na začetku, ampak ni to. Najprej se je treba naučiti, oziroma eno dejstvo zajeti, da ljudje se ne obnašajo kot homo economicus, kupujejo stvari, ki jih ne potrebujejo, kupujejo stvari v ekscesivnih količinah, presežnih, in kupujejo tudi zaradi čistih črednih nagonov, tudi. Zdaj, odvisno, kje se nahajate, ali prodajate B2B, business to business, nekemu drugemu tehniku, lažje boste s tem tehničnim naštevanjem prišli čez, bolj ste v neki drugi panogi, bolj treba upoštevati ta dejstva, ki sem jih prej naštel in prej jih razumete, lažje boste prišli naprej. Skratka, bistveno je to, da mi tehniki preveč tehnično razmišljamo in mislimo, da je to prodaja, kot rečeno, naštevanje tehničnih lastnosti, ampak ni to. Ampak je treba ugotavljati, predvsem skozi imeti v mislih, ki pravijo neki, ker jaz sem tudi neki teh šol naknadno moral dočez, poskušal se učiti tehnik prodaje in tako dalje, pa ne znam še danes tega delati, niti približno še vedno gledam te tehnične lastnosti, ampak osnova je, da je potrebno začeti razmišljati, ki pravi, ali se rodi, ali se rodi podjetnik, ali se rodi prodajalec. Veliko teorije je, da ni res, da se tega naučiš. Je pa res, da nekateri imajo bolj razvit tisti občutek, kaj potrebuje kupac. To se pozabimo vedno vprašati. Kaj kupac želi in potem mu ponudi to, kar on hoče. Ali ta produkt ali storitev, kar mi delamo, jo predstaviti na način, da je to rešitev za njegov problem, v narekovajih, ali pa željo. To je bistvo. In to tehniki na lastni izkušnji povem rabimo zelo dolgo, da to razumemo. Absolutno, če bi to v tehničnih šolah nekaj malo več na to temo delali, verjetno bilo dobro došlo.
Ja, zdaj za energetiko nazaj, ne. Veste, ta fama zelenega prehoda in tako naprej, kam se selijo izpusti, v kater sektor, tak ali drugačen. Če gledate svetovno porabo energije, je še vedno dobrih 80%, ne? Vse svetovne energije je fosilne. To ne samo za električno energijo pogrevanja, ampak tudi za promet. Ne pozabimo letalski promet, ladijski promet in vso energijo potrebujemo. Še vedno je to, ponavljam, več kot 80% je fosilne. Zdaj, kateri sektor bolj predlada, kje pride? Energetika je bilo najlažje meriti in najlažje pravzaprav se omejiti na velike termoelektrarne in bomo to na ta način omejili, po drugi strani na transportu nam je ušlo. Ampak tudi transport je vprašanje, kje za te merimo, ne? Mednarodni zračni prostor, mednarodne vode, koliko ladje, ko delajo na mazutu, te velike, ne? Ali po drugi strani, če pogledamo en Dunaj, tramvaj električni, cel kup nekih omejitev, geotermalna energija za ogrevanje, sežigalnice in podobno. Po drugi strani en jumbo jet ali pa ta veliko letalo na Švehatu pristane, pa da spet odleti, ne, ker se štejemo lahko 3-4 mesece na drugem delu mesta se vozijo samo s kolesi, pa ne more tega nadoknadjati. Tako da jaz mislim, da se to treba globalno gledati, ne. Zdaj, transport je še vedno en resen izziv, splošno transport, ne vključujoč ta veliki ladijski, letalski, ki je glavni pravzaprav onesnaževalec. Zdaj, elektrifikacija prometa po eni strani je fancy, ne, super, ampak ko po celotni ogljični odtis pogledamo in zdajšnja generacija litij-ionskih baterij, če gledamo cradle to cradle, zibelke do zibelke, kompleten koncept, je to še daleč od res neke zelene zgodbe, ker je kilometre in kilometre bakrenih vodnikov električnih je potrebnih, kolega bo rekel, fajn, veliko transformatorje rabimo, ne? Je fajn, ampak je treba pač globalno pogledati, bo še kar nekaj inovacij potrebnih, da bomo mi res en zeleni prehod naredili. In zdaj, če samo pogledamo, koliko je Evropa delno nebogljena zdaj. In kljub željam ne moramo se odreči nekim plinovodom in naftovodom in podobno, ne. To je prostor za inovacije, prostor za preboj. Jaz to nekako rad povem, da to Evropa si postavlja, oziroma svet, ampak predvsem Evropa želi biti vodilna na tem področju, da si postavlja zelo ambiciozne cilje, ampak rešitev za to še ni. To nekako spominja na simulacijo vojnih razmer, ko moraš nekaj izumiti, ne, ker tudi največji izumi orožja in napredki so kdaj, ne, med pač v vojnem obdobju neverjetno razvoj orožja dosežen, nikoli v miru tak, ne. In tukaj se tudi poskušajo tako postaviti ambiciozne cilje, do leta 30 bomo pa to in to dosegli, ne, ampak s čim, ne, ni, tehnične rešitve ni, dajmo pač nameniti sredstva, Evropska centralna banka, investicijska banka in tako naprej, ogromno sredstev, zelo ugodno na voljo in poziv v znanstveni sferi, dejte, ne, nekaj razviti, 10 let časa imate, sredstvo imate, kolikor želite, na vas je, da razvijate, ne. In to je treba videti kot priložnost. No, morda kakšno rešitev najde kateri izmed študentov. No, gospod Sekavčnik, vi pa ste v svoji kandidaturi za dekana Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani izpostavili pomembnost obveznih ekskurzij. Zakaj je tako zelo pomembno, da so študentje v stiku z gospodarstvom? Ja, to je tako obvezno, kot bi jaz naredil za vse naše študente enkrat obvezen dogodek, da se udeležijo take okrogle mize. Da v resnici in vivo doživijo, a ne, kako izgleda, čeprav samo za en dan, a ne, ampak kako izgleda v bistvu nek proizvodni proces, kjer mora nek gospodarski subjekt ustvarjati neke produkte, jih potem plasirati na mednarodni trg in pač kako funkcionira tako podjetje. In mi smo imeli obvezne ekskurzije, ko sem bil jaz študent. In jaz sem iz lastne izkušnje vedel, a ne, da mi je to zelo veliko pomenilo, da sem si v resnici še danes živo spominjam tiste ekskurzije. In
sem razumel, da je to nekaj, kar študenti potrebujejo. In z organizacijskega vidika ali pa stroškovnega vidika nisem videl prav nobenega razloga, da to ne bi upeljali nazaj. Ne? Tudi v tujini, ne? Mi dva z kolegom Kmeclom smo imeli to srečo, da smo nekaj časa preživeli v tujini na tujih univerzah in tam so ekskurzije sestavni del študijskega procesa in tisto, kar jaz želim na nek način tudi tukaj v Sloveniji, ko je v Nemčiji, na primer, prišla skupina študentov iz univerze v neko podjetje, jih je pred podjetjem počakal generalni direktor, se pravi tehnični direktor, pa vodja kadrovske službe. To je bila obvezna delegacija na vstopu teh študentov, ki bodo nekoč inženirji, ki bodo mogoče njihovi zaposleni, na katerih se pravi znanju bo temeljil razvoj v teh podjetjih. Torej, te študente oziroma te ekskurzije so pričakali te ljudje. In navadno, ne, in trudimo se tudi zdaj v našem primeru, da so te ekskurzije dobro organizirane, skoordinirane in da dejansko tisti dan, ko gredo študentje na ekskurzijo, to za njih pomeni res nekaj posebnega, kar si bodo zapomnili za celo življenje. Predlagam, da nadaljujemo s še enim vprašanjem strani študentov, ki so tudi organizatorji te okrogle mize. Delo nadaljavo. Kako zelo je bilo prisotno pri vas, gremo še enkrat z leve proti desni, in kako izboljšati pogoje za to vrstno delo? Hvala. Jaz bom na tole vprašanje odgovoril, pa se še bom malo navezal na prejšnjo, malo nestrinjanje, pa vztrajanje, bom takole rekel. Glejte, delo nadaljavo, tule so študentje, ki so bili enako, kot smo podjetja bila prisiljena čez noč spremeniti način dela, spremeniti način študija. In ste praktično študirali praktično leta 2020 praktično nadaljavo celotni študij, pa verjetno 2021 vsej polovico še nadaljavo, pa ste se na to hitro adaptirali. In delo nadaljavo je postalo danes, jaz sem bolj o prihodnosti govoril, je postala realnost. Jaz vam lahko povem, da ravno zdaj lansiramo na trg en produkt, ki je bil praktično razvit nadaljavo, ker enostavno nismo mogli drugače delati praktično v 90%, ker je razvojna ekipa je bila na Švedskem, tovarna je v Sloveniji, praktično vsa naročila orodij, prevzemi orodij pri dobaviteljih po svetu, vse je virtualno potekalo, vse je potekalo nadaljavo. In jaz bom tek rekel, delo nadaljavo je nekaj, kar se vsa podjetja moramo zavedati, da bo verjetno kot posledica COVID-a ostalo. In verjetno bomo jutri delali v nekem hibridnem sistemu. En del v službi, fizično, en del nadaljavo. Verjetno bo tak sistem nek najboljši balans med učinkovitostjo pa med zadovoljstvom zaposlenih. S tem pa, kar se tiče dela nadaljavo, mi smo se na to stvar adaptirali, mi smo edino stvar, ki je nismo mogli delati nadaljavo, je bilo laboratorijsko delo, testiranja, te stvari enostavno smo delali pa v nekem posebnem režimu, da so se ljudje čim manj srečevali, da so delali eni dopoldne, eni popoldne brez fizičnih stikov, zato da smo lahko validirali rešitve. Zdaj, kar se tiče dela nadaljavo, bom pa tole stvari rekel. Definitivno bomo morali pri delu nadaljavo zagotoviti neke take, jaz bom rekel, pametne pogoje, smart pogoje za delo. To pomeni, da bodo lahko naši sodelavci, ko bodo delali v nekem hibridnem sistemu, 2 dni od doma, 3 dni v službi, organizirano delali doma in učinkovito, da bodo zadovoljno delali doma. To pa pomeni, da bodo imeli, vse mi tako gledamo na to, nek window, nek čas, kjer bodo praktično vedno morali biti povezani in biti na razpolago za neke koordinacije, pa drug del, ki bo mogel biti zelo fleksibilen. Ko bo pač treba delo narediti, ne glede na to, kdaj ga on naredi, ali ga naredi zjutraj, ali ga naredi zvečer. Neko fleksibilnost bomo zagotovo mogli zagotavljati, če bomo hoteli imeti, bom rekel, zadovoljne sodelavce. Tako da jaz, kar se tiče dela nadaljavo, jaz mislim, da bo delo nadaljavo ostalo, da bo delo nadaljavo, jaz vam zdaj odkrito povedal, praktično vsak drugi sodelavec, ki se nam pridruži, vpraša, ali nam boste omogočili delo nadaljavo. In mi smo tudi določene arhitekturne stvari
v oddelkih prilagodili temu, da smo praktično zorganizirani na način, da lahko delajo nadaljavo. Zdaj pa ključna stvar, ki se pa meni zdi, je pa, prej smo imeli, jaz bom rekel, znanje, dobro znanje kot rezultat študija, tehniško znanje je predpogoj. Najbolj uspešni boste pa tisti, ki boste znali, poleg tega vam garantiram, bit će vsej v en modelu dobri menedžeri. Na eni strani dobri menedžeri svojega časa, zraven pa da boste znali menedžirati, jaz bom rekel tudi najprej manjše, pa potem večje time. Delo nadaljavo zahteva danes, ne moreš več hierarhično vsega voditi. Treba je imeti male time, ki se znajo zorganizirati in nadaljavo vse stvari zorganizirati. Tako da jaz bi tudi rekel, da absolutno razvoj določenih organizacijskih, menedžerskih znanj, prodajni smo že predebatirali, jaz vam polagam na dušo, delite na tem, delite na sebi, ker boste na trgu dela bistveno bolj konkurenčni, če boste ta znanja imeli. In jaz bom rekel, kaj mi opažamo, ne? Osnovna znanja sodelavce, ki pridejo, praviloma zelo dobra. Najboljši so pa tisti, ki imajo poleg tega še sposobnost, da znajo določene stvari zorganizirati, menedžirati, ker vsi veliki projekti zahtevajo cross-functional time in vsi veliki projekti zahtevajo dobro skoordiniranost in učinkovitost dela. Tako da delo nadaljavo plus določene organizacijske sposobnosti so predpogoj, da boste lahko kot zaposleni uspešni in da boste lahko dali svoj doprinos razvoju podjetja. Omenili ste spremembe v strukturah, hierarhije, morda se naslednji na vrsti lahko naveže na področje delavskega solastništva, hkrati pa nas zanima, kako je z delom nadaljavo pri vas. Ja, no, kar se tiče organizacijskih sposobnosti, se absolutno strinjam, ne, tu je zelo dober poudarek. Ne. Jaz mislim, da pol nekako, tudi jaz iz mojih izkušenj kot strojnik sem 10 let programiral, pa sem se z elektroniko ukvarjal, zdaj imamo tudi neke škatlice, tako da je nazaj strojništvo, ne, ampak slej ko prej prideš do tega, da delaš v skupinah, da delaš z večjimi ljudmi, če ste dobri, boste tudi vodili skupine in že to, da se znate, mislim super, no ponavljam, odlično. V glavnem, kar se tiče pa dela nadaljavo, smo pa mi ga preizkusili tako kot vsi ostali v industriji in tudi pri vas na fakultetah. Videli smo nekako dva izziva. Ne. En izziv je, ali pa drugače začnem, če imaš ti seniorje, ki obvladajo svoj posel, ga lahko daš v Zimbabve, pa bo naredil ti svoj posel, dokler imaš elektriko pa internet, ampak pri izobraževanju, sploh pri nas, ker delamo z fizičnimi produkti, ki jih je treba stestirati, ki jih je treba nekako v roke prijeti, kjer je treba nekomu, ki šele začenja, ki se uči, pokazati, kako se s tem stvarmi dela, je pa to za nas še vedno predstavlja izziv. Ne? In če pride nekdo na novo, mora kar precejšen del svojega časa preživeti v podjetju, da se pač te stvari douči, potem pa je zadeva lažja. Ta druga stvar, ko se mi pa zdi pri tem, je pa ta socialni stik. Ne? Človek je le neko socialno bitje in mislim, da ni v prihodnosti rešitev, da bi bil vsak zaprt v svojem bajbu, ki mi v Zasavju rečemo, ne? Ampak da je le potrebna neka interakcija. Mislim, da pri vaših generacijah je to tudi zaradi teh mobilnih naprav pa vsega skupaj, pa pri mlajših še bolj, ne? Da je to izziv, kjer morate iti ven na pier, pa se imeti lušen, pa tudi v službo morate kdaj priditi za to, da enostavno se s kolegi bolj povežete. Pa je bilo pa še vprašanje okoli delavskega solastništva. Mi smo pač ta model upeljali že kar nekaj let nazaj in dejansko se mi zdi, da je to za določena podjetja je veljavno, ne? Za določene podjetja pač nimajo teh možnosti zaradi lastniške strukture ali pa zaradi pač samega poslovanja podjetja. No, pri nas je pa to bilo možno in se mi zdi, da je tudi en kamenček v mozaiku, ki nekako, kjerkoli delate od doma ali pa v službi, da delate zase, da prijete v en prostor, ki je deloma tudi vaš,
pri nas je pa pač ta logika, ne, ko bi raj imel 100% od nečesa čist tazga mečkega, ne, ali bi rad imel pa 0,x% ne, od nečesa ogromnega. Ne. In mislim, da je to ena taka stvar, ki bo pa tudi tako kot delo nadaljavo v prihodnosti zelo zanimivo, ne, pa v bistvu mi sploh nismo izumili tople vode, ne, ker recimo statistično v Ameriki je 6% zaposlenih v podjetjih, torej ne v javnem sektorju, je članov sindikata, 10% vseh zaposlenih pa je vključenih v sisteme solastništva. In taka podjetja imajo večje možnosti za preživetje kot tista, ki tega nima. Gospod Kmecelj, pri vas ste v prvih 5 mesecih leta 2020 prejeli 80% več naročil kot leto prej. Kako je potekalo to delo nadaljavo in kako bo v prihodnosti? Delo nadaljavo se je dobro obneslo, generalno. Ne? So pa kakšne črne pike tudi bile, tako da jaz ne vidim samo pozitivnih, so tudi kakšne negativne stvari. Predvsem je pa nekaj bistveno bolj se pri delu nadaljavo zahteva ali se pa pričakuje več od menedžmenta, da to obvladuje. To je težje obvladovati, namreč imaš nekatere kljukce, ki grejo, recimo, ko delajo, ko bi morali biti dosegljivi, pa niso, grejo raje na kavo, ne, z ženo, ki sta recimo skupaj doma, ti ga pa rabiš in ga čakaš, na neko odziv, se ti ne javi po telefonu in tako naprej. Imaš razne izkušnje. Hočem pa povedati sledeče, delo od doma je sigurno ta prava smer, bo najbrž prevladovala. Vprašanje je, v kakšnem razmerju se bo dal, koliko dni doma, koliko dni v službi, ker rabi ta socialni stik se rabi, vendar, kar vam hočem položiti za nadgradno vajnima razmišljanjima, menedžeri, tehnični menedžeri se bodo morali ukvarjati, se pa v tej situaciji morajo ukvarjati, kako zmotivirati sodelavca. Zdaj govorimo o vas kot bodočih potencialnih tehničnih, torej menedžerih, se pravi, en nivo višji kot eni razvijalci, kako boste zmotivirali, kako boste take ljudi, ki imate kljukce, ne, ene bolj delovne, ene manj delovne, kako boste to zmenedžirali, da boste dobili ta pravi izplen. To ni tako zelo enostavno delo in po eni strani morate biti tehnično zelo kompetentni, po drugi strani boste pa vso to vrsta spektr delovnih navad in siceršnjih navad vaših zaposlenih moralo obvladovati. Ne. To je izziv za vse nas. Gospod Vračar, kakšne so vaše izkušnje s tovrstnim delom? Kako vidite prihodnost? Ja, tukaj prvo bom ponovil, kar je kolega Jure rekel, ljudje smo socialna bitja, ne? Tako da tukaj se pojavlja to res vprašanje pripadnosti, razvoja resne pripadnosti in ohranjanja resne entuzijazma, strasti do sodelovanja, do nekega razvoja, do napredka, če je to res tako razprošeno in smo samo prisotni samo nadaljavo. Zdaj, pozitivne plati dela nadaljavo bodo zagotovo ostale. Ne? Vsak dan migracije ljudi v centre mest, kar se dogaja, se posotne, tudi v Ljubljani, mislim, da se že 130,000 ljudi dnevno migrira v Ljubljano, ne? No, nekaj jih pa pač ven, ne? Ampak kakorkoli in se vsako jutro se boste jezili, zakaj se vsi v istem času vozijo isto smer, ne, kot vi in izgubljati ali pa neproduktivno zapravljati ta čas, če lahko se dela nadaljavo, absolutno ja, ne? Se pravi neki pametni hibridni sistem, no? Ki bo zagotavljal neko možnost ohranjanja tega timskega duha, potrebnega socialnih interakcij, tudi za pripadnost firmi, za izmenjavo nekih mnenj. Vseeno je ta fizični kontakt, se mi zdi, še vedno prisoten. Odvisno je pa seveda od dejavnosti. Nekatere dejavnosti omogočajo več tega, nekatere manj. Gledam tudi določene multinacionalke že v Evropi opuščajo home office na tak klasičen način, ampak so že mobilni ofisi, ne. Tudi ni pisarn več toliko z imenskimi, ne, ampak so neke skupne pisarne, prideš, se priklopiš, pač tisti dan si na tej lokaciji, kakšen dan na drugi, ne. To je v velikih podjetjih kar precej aktualna stvar, ne.
To delo doma ima pa tudi svoje platine, pač, kot ste vrsto teh smešnih videov videli, ne, zgore lepo kravati, spode v kopalkah. Ne. Potem drugi vidiki se tudi odpirajo, ne, vprašanje health and safety, ne, ki je, če vam krožnik doma preleti v glavo, je to nesreča na delu ali ni, ne. In podobno, ne, tako da ja, neka pa vi ste generacija, ki drugega niti pravzaprav ne boste srečali, ne. Vsi vsak dan 6:00 na delovnem mestu, ne. In tako dalje, tega pač ni, ne. Vi se boste kamorkoli prijete že srečevali pravzaprav z temi hibridnimi oblikami, potrebno jih je prilagoditi, da je to pametno izkoristek, da se ohranja tiste interakcija, pa da so hkrati prednosti nekega dela nadaljevanja. Samo še en, mogoče dodatek k temu razmišljanju o tej republiki. Priporočam vam pa kljub vsemu, da pri razgovorih za službo ne vzpostavljate to kot prvo vprašanje, ne, delo od doma, zaradi tega, ker mi kot delodajalci skušamo iskati v vas tiste, ki iščejo uspeh, ki bi radi nekaj iz sebe naredili, ne, in s takim vprašanjem pravzaprav daje še čuden občutek. Ne. Ja. Gospod Sekavčnik, nekatere fakultete že predstavljajo študijske programe nadaljavo. Kako je delo nadaljavo potekalo in bo potekalo pri vas in kakšni so študijski programi prihodnosti? Moram reči, da se je začela epidemija, ne, na presenečenje nas vseh, ker nismo verjeli ali pa bili sposobni verjeti, da se bo to res zgodilo v takem obsegu, pa vendarle, kot sem prej omenil, mi smo imeli v strategiji tudi digitalizacijo napisano. Noben si v resnici ni znal predstavljati, kaj to pomeni, ampak mi smo se potem v enem dnevu digitalizirali. Spravi, mi smo imeli že prej vzpostavljene neke digitalne učilnice, pa spletne učilnice, ampak študenti lahko potrdijo, ne, takrat, da smo v zelo kratkem času, tako rekoč v nekaj dneh, bili kompletno brez motenj na Zoomu, če tako po domače povem. Kar se mi zdi pa v resnici zelo velika škoda, ker smo danes že slišali, da smo socialna bitja in zlasti ta mlada generacija, ki se more že v bistvu zaradi genoma, bom rekel, srečevati, združevati, se pravi oblikovati svojo osebnost tudi v tem nenehnem komuniciranju, ne. In ste bili zaprti tako rekoč 1,5 leta v vaše sobe, v vaša stanovanja in to se mi zdela izrazita škoda. Dobro, vsi smo živeli zdaj v tem sistemu, skušali smo razumeti, mi smo pač to tehnično omogočili in smo bolj ali manj, bom rekel, srečni s tem živeli. Jaz moram reči, da sem bil silno nesrečen, ko sem imel predavanje po Zoomu, zaradi tega, ker ne moreš. Jaz rad in pač imam stik z študenti, tisti, ki ste moje predavanja poslušali, veste, da sem v nenehnem spraševanju, da so dvigovanja rok, da komuniciramo v obe smeri in tega se na ta način ne da vzpostaviti. No, kar zadeva generalno gledano študij v celoti nadaljavo, jaz mislim, da za tehnične stroke je to absolutno nemogoče. Ne more dobiti en inženir ali pa inženirka neke kompetence, če ne pride v laboratorij, če nekaj ne pomeri, če nima hands on, če ne vidi v resnici, s čim se bo v tehniki na svojem poklicnem področju srečal. To ne gre preko YouTubea, to ne gre preko Zooma, to ne gre preko virtualnih vsebin. In tukaj je neobhodno nujno to delo, laboratorijsko delo, bodisi v majhnih skupinah ali pa v velikih skupinah, pa tudi ta socialni vidik je treba upoštevati, če hočemo sploh govoriti o teh mehkih veščinah, za katere smo rekli, da smo itak, bom rekel, malo podhranjeni, če tako rečem, ne. Tako da toliko o tem, bi pa samo še eno dimenzijo povedal, ki nima veze nobene z COVID-om. Mi smo preoblikovali študijski program na način, da je na magistrski šoli izrazita izbirnost. To lahko študenti povejo, ki so na magistrski šoli, kar pomeni, da če oni vpišejo eno smer in ta smer določa samo približno polovico predmetov. Vse ostalo, drugo polovico si oni izberejo na drugih smerih ali pa prej smo slišali onkraj
fakultete, na drugih fakultetah. Kar pomeni, da imamo izrazito personaliziran študijski program. Vsak študent si lahko naredi predmete, tako kot to imajo nekje v tujini, ta boljše univerze, in s tem smo tudi mi sledili, da si on poišče, kaj njega v resnici zanima, kaj ga uresničuje, kje ima štipendijo, kje se vidi v prihodnosti, in na ta način si on oblikuje ta študijski program. To je seveda za študenta dobra novica, za tistega, ki pa organizira ta študijski proces, je pa to nočna mora. Ne? Ker takega programa ne moreš narediti, ne da bi bila prekrivanja teh študijskih vsebin. In zaradi teh prekrivanj smo mi potem študijski proces organizirali na način, da se na magistrski šoli vsa predavanja, vsa predavalnična vaja snemajo za tiste študente, ki se jim to prekriva in imajo te vsebine potem posnete in dostopne na spletnih učilnicah. To je pa v bistvu nekaj, kar smo potem uporabili, ko smo se v koroni sicer zelo dobro naučili, bi pa uporabili ne glede na to, ali bi korona prišla ali ne. Prej ste omenili delo v skupini in pomembnost le tega. S tem namenom je ustvarjen tudi odprti laboratorij. Nam lahko poveste kaj več o tem? Ja, glejte, odprti laboratorij, to je pa res nekaj, kar smo po domače rečeno zalaufali letos, ne? To je pa v resnici prostor, ki je namenjen študentom naše fakultete, pod določenimi pogoji tudi študentom drugih fakultet, tudi nekatere srednje šole bodo povabljene, da bodo lahko svoje dijake vključile v ta odprti laboratorij, kjer se uresničujejo, se pravi, individualni ali pa skupinski projekti, ki si jih študenti, bom rekel, oblikujejo. Ne? In to je prostor, kjer lahko nekdo, ki se v prvih letnikih naprimer nauči se pravi, konstruirati, dimenzionirati, uporabljati virtualne modele, in bi on to uresničil, pa ne more zaradi tega, ker je v študentskem domu zaprt v eni sobi, pa ker je v eni stolpnici nima oče doma šravštoka, pa pormašine, pa 3D tiskalnika, pa tako naprej. In to je ta prostor, kjer ta infrastruktura obstaja, on načrte ima, ideje ima, gre v ta prostor in uresniči te ideje. To je v bistvu ideja, ki jo tukaj zasledujemo. Pred samim koncem ponudimo priložnost tudi študentkam, študentom. Ima kdo kakšno vprašanje? Ne zdaj glave dol vsi, ne? To je tipično za tehnike, ne? Tu bi šli, družboslovci bi tako... Ste vsi doktori, kakor videl. Mene zanima na vaši poti, kaj pomeni doktorat? To je bila prva taka korak. Kako vas je to pripeljalo, ali je to kakšen pomen na vaši poti do zdaj? Lahko jaz zagrem vse, ne? Notranja moč ti da. To je meni profesor tu vam povedal, nam trem je bil to skupni profesor, ne? Notranjo moč ti da enormno. To je, samozavesten si lahko, poveš, misliš, da je, in ti recimo kot menedžerju kasneje koristi zaradi tega, ker ne moreš biti za kompleksen, da en drug več ve. Upaš si narediti poteze, upaš si. In to je tisto ključno, kar pravi, da je za uspeh, če hočete biti uspešni, si morate upati. Ključna predpostavka. To je, drugače, če dela doktorat, pa da ga ne znaš vnovčiti, veliko dela je, ne? Mene tudi ful pomaga. Mislim, tudi zaradi renomeja, ne, pa tudi v dejanskem življenju, praktično. Enkrat sem bil na letališču v Ameriki, pa mi carinik je bil slabe volje, mi tis kufer premetaval vse, kar sem imel, ne, pa najde vizitko. Doktor, že se ovjene. Ja. Ni treba, da se hvališ, ni treba, da si nadut zaradi tega, ne, ni potrebno. Si lahko čisto normalen človek. Da ti pa nekaj, ne. Še kakšno vprašanje mogoče? Ste me vsi presenetili s tistim menedžerskim oziroma z temi izkušnjami menedžerskimi, ki jih mora študent oziroma mlad strojnik pripeljati v svojo delovno pot oziroma kariero, bi pa vseeno vprašal po bolj tehničnih, mogoče specifičnih stvareh, ki ste ugotovili za njih, da so zdaj v tem kriznem obdobju res pomembne, da mogoče študenti sabo pripeljejo obilico znanja o programiranju, v simulacijah, mogoče bolj praktične stvari. Kaj ste kaj med
tem kriznim obdobjem korone izkusili v samih podjetjih. Se pravi, bom poenostavil, katere tehnična znanja vam najbolj prav pridejo zdaj iz stališča strojnikov oziroma mladih inženirjev, ki pridejo k vam? Ja, izvolite, kar rekel, ne. Kar se nas tiče, definitivno, naš cilj je praktično, ko pred vsako resno investicijo, da imamo praktično delujoč prototip v virtualnem okolju. Ne vem, če sem dovolj enostavno, mislim, to je čisto enostavno povedano. Mi si želimo vsako stvar v virtualnem okolju spraviti do stanja, da praktično potem, ko zgradimo prototip, samo validiramo virtualni prototip in ga bistveno hitreje potem spravimo do stanja, ko lahko rečemo, da gremo v investicijo. In naš pristop k razvoju, jaz sem odkrito povedal, mi smo pristop k razvoju kar radikalno spremenili v zadnjih 2 letih. In sicer ni bistveno, da smo razvojni čas skrajšali. Bistveno je, da smo bistveno več investiramo v prvi fazi, ampak ko pogledaš, ne vem, en končni produkt, da ga mi spravimo na trg, nov pralni stroj, sam za občutek, mi moramo investirati rang 20 milijonov evrov. In mi smo preveč pazili na začetku, da preveč v pripravljalni fazi razvoja nismo veliko denarja vložili. Potem je pač šlo v drugem delu 90% vse investicije. Mi zdaj malo več riskiramo, poskušamo na začetku bistveno več vložiti v raziskave in razvoj, da hitro pademo, če je treba, da takoj pademo po 2 mesecih, ne da pademo potem, ko imamo že investicijo na 50% investiramo, da se hitro pademo in gremo nov projekt delati. Tako da absolutno znanja, kar se na vseh področjih, na energetiki, na dimenzioniranju, konstruiranju, mi poskušamo priti s temi digitalnimi, praktično v virtualnem okolju do prototipa. Kar se pa znanj tiče, ko ste vprašali, generalno bom pa rekel, dejstvo je, da digitalizacija je tu in izziv za podjetja, mogoče niste vi največji, vi ste vsi digitalizirani. Izziv za podjetja je, da je treba obstoječo delovno silo narediti praktično jo določena dodatna znanja in dograditi, pa bom jaz, da ne bomo samo govorili, kako je enostavno, mi spovedali, kak izziv imamo trenutno mi. Vsi naši produkti, ki jih razvijamo danes, so povezljivi. Vsi, ki bodo prišli na trg, bodo povezljivi. Čeprav, če smo se čisto odkriti, dejansko jih potem kupci 5% tistih aparatov, ki so povezljivi, v resnici so povezani potem na internet. Ampak postaja to higienik. Čist neracionalen še trenutno, ampak to je higienik. Mi delamo zelo veliko na tem, da bo tehnologija povezljivosti potem res omogočala, da bojo produkti, da bomo lahko produkte imeli bolj pametni in da se bo začeli razvijati novi poslovni sistem. Ampak kaj bi rad zdaj povedal, ko bi rad povedal, zakaj treba ljudi drugih stvari naučiti. Danes so vsi naši ljudi, ki delajo v kakovosti, bom rekel, res hardware-aši. Oni znajo preveriti produkt, oni znajo preveriti, a je produkt tak, kot more biti, po specifikaciji ali ni. Ko pa rečemo, zdaj še treba pa preveriti, a app v redu dela, a se da v redu povezati, pa rečejo, ja, zato rabimo pa mi nove ljudi. In izziv je v tem, ja, mi bomo zaposlili nove ljudi, ampak zato, da bodo obstoječe sodelavce doučili, da bo to del njihovega skopa. Mi ne moramo zaradi tega imeti 2 ljudi, ki bodo delala na iste, mi moramo nova znanja pridobiti, da če vam tek bom rekel, absolutno ta znanja, jaz sem prepričan, da jih vi imate, mi pričakujemo, da jih boste imeli, mi imamo kot podjetje, mi imamo večji izziv, kako tiste ljudi, ki so že zaposleni z določenimi znanji, ki so nujna do izobrazbe. Recimo, to je odlično vprašanje, super istočnica. Z naše strani mi zmeraj povezujemo strojništvo, elektroniko pa računalništvo. Mi ne znamo narediti produkta, ko bi bil samo ena izmed teh 3 stvari. Pa mislim, da če dali več stvari, tudi takšnih, tudi v široki potrošnji. Tako da eno tako multidisciplinarno znanje, vsaj razumevanje drugih strani je pomembno. Kar se pa hardcore strojništva tiče, pa pri nas recimo zdaj CFD analiza, dinamika fluidov, pač hlajenje in tako naprej, izrednega pomena. Tudi mi, če dali več stvari, delamo v simulacijah, pa tudi želimo čim
bolj zapreti ta krog, ne, da ko nekaj simuliraš, pa potem narediš prototip, pa validiraš model, da ga čim bolj optimiraš. Drugo tako področje pa tehnologija izdelave, kjer se morajo pač fizični izdelki izdelati tako, da so za uporabnika prijetni, pa da so izdelani učinkovito, ker moramo le vedeti, da je pa ne strošek delovne sile visok in je potem ta avtomatizacija proizvodnje že pa nižjih količinah, kar je zelo pomembno. Še zadnje, tretje vprašanje sprejmemo strani študentov, ga imamo. Pol bi si mogoče jaz vzel, vsi ste govorili o teh menedžerskih vodah, kako usmeriti nek kader kot menedžerje vnaprej, kako neke ekipe voditi, neke time voditi. Zdaj, jaz sem med korono prebral, da je ful problem, ko se dela nadaljavo, ful manjša kreativnost nekega samega delavca, nobenega ne moreš za roko pocukati, pa dajmo to probati. Ne? Zdaj pa, ko si ti doma, katere strategije ste pa vi dejansko uporabili, kako motivirati ta kader, ko pa je doma? Mogoče mest, ja. V osnovi je dobro ločiti eno zadevo, ustvarjalnost in inovativnost v razumevanju. Ne? Zakaj to razlagam? Ravno da odgovorim na to vprašanje, ki ste ga postavili. Ustvarjalnost je potrebno razumeti, zaključek ustvarjalnosti je uporabna ideja, uresničitev te uporabne ideje v vsaj nek prototip, ne, pa lahko govorimo potem o inovativnosti. Zdaj, če to tako razumete, potem tudi organizacijsko veste, kako to po firmah voditi. Inovativnost lahko date uporabne ideje timom, ki jih sformirate tim temu namenjen, z ljudmi, posamezniki, lahko tudi zunanjimi sodelavci, ki bodo to uresničili, ta prototip. Ne? Ali pa, če imate R&D oddelek, da ste pa pač lahko njemu to narediti. Medtem ko ta ustvarjalnost, uporabne ideje dobiti, ni rešitev temu, da iščete, da boste zaposlili Nikola Tesla ali pa Einsteina ali pa kakšnega takega novega supermana, ki vam bo našel rešitev, ampak delati na kreativnostnih idejah in čim več ljudi povleči noter. Zdaj, kako to narediti nadaljavo? Ni tako enostavno. Ne? Mi smo se posluševali hekatonov, ki smo jih preko Teamsov tudi organizirali. Posamezni timi, ki so določene ideje razdelovali, čeprav so bili vsak za svojim računalnikom nekje doma, lahko rečem, da smo generirali tudi nekaj tovrstnih idej. Ne? Samo čakati, ne, da bo nekdo sam poleg svojega dela neko idejo sam generiral, v večjih podjetjih lahko rečem, da je to težje. Ne? V manjših je mogoče lažje, ne? Ali bolj samo iniciativno to pride. Potreben nek sistemski pristop, spodbuda. To je naša izkušnja. No? Jaz sem bo malo drugače odgovoril na tole. Jaz mislim, da si noben od vas ne želi, da bi skozi doma delal. Jaz mislim, da najboljša motivacija je, da vzpostavimo tako kreativno okolje, da si boste želeli, da ste vse 3 dni v tednu ali pa 4 dni preživite med svojimi sodelavci, ker vam bo tam bolj kreativno, ker boste tam lažje izmenjevali ideje. Jaz bolj govorim, ko sem na začetku odgovoril delo doma. To delo doma, vsakdo misli, da te bo pa super, če mlad delo doma. Ja, mogoče, ampak najboljši je jaz mislim, da če bomo uspeli spostaviti pogled, tako da si bo sodelavci želeli delati tudi v timu, bojo tudi doma motivirani. Jaz mislim, da je zelo težko, da ne vemo danes, kako bi motiviral na 100% sodelavca, ki bo skozi samo doma delal. Ker sploh tima ne bo čutil. In mi smo socialna bitja, mi rabimo, da čutimo druge, da se želimo družiti, da tudi izmenjamo ideje. Jaz mislim, da lahko pride do dobrih idej ali pa dobrih inovacij tudi. Sej mi imamo tako izkušnjo, da prišlo do ene vrhunske inovacije nadaljavo. Ene take, ko nam bo res prinesla konkurenčno prednost. Ampak mislim pa, da ni to tista smer, ko bi si jo želeli. Jaz mislim, da ne dela srečnega človeka to, da bo vsi samo nadaljavo delati. Tako da mislim, da motivirani sodelavci bodo taki, ko bojo v nekem hibridnem sistemu živeli, ko bojo tudi čutili ostale sodelavce, ko bojo čutili tim, ko bojo čutili neko pripadnost. Taki sodelavci bodo lahko motivirani. Mislim, da bistveno težje. Saj jaz si ne predstavljam, kako bi lahko na polno motivirali sodelavce, ki bo pa skozi nadaljavo delali. No, takole, ne.
zdaj ste vi sprašvali, pa vi ste sprašvali, pa smo mi malo švicali, ne? Zdaj pa imamo še malo obrniti. Ko pa vi mislite, ne? Kako je pa vaše mnenje, oziroma kakve so pa vaše želje? Bi radi delali 100% doba ali ta hibridni modele? Dajte nam malo feedbacka. Gremo kar roki gor. To bi bil 100% v službi. To bi bil 100% doma. To pa noben ne upa, ne? To si ti rekel, da ti si ne povedal. Kaj Ne pa podajte, hibridni? no vsem povejte, če je kdo za 100% doma. To me se en jav v besedi. Ja, jaz bi rekel, da zdaj smo pač imeli leto pa pol študiju doma, ne? V glavnem, zdaj smo imeli leto pa pol študiju doma, pa smo pač vsi po tem letu in pol ugotovili, da pogrešamo iti nazaj na faks, pogrešamo sošolce, druženje s sošolci, pa magari je to športna vzgoja ali pa pivo ali pa karkoli se temu reče. Tako da jaz mislim, da večina od nas si želi imeti možnost dela doma, ampak hkrati delati v ekipi, delati v živo sodelavci, sodelovati. Ampak ja, ne vem, mislim, da so nekatera podjetja, ki na delo doma gledajo malo tak po strani, da se bojo našli zaposleni, ko bojo doma tako rekoč zabušavali ali pa pač ne bojo se držali pravil. Po drugi strani mislim, da če ima kader oziroma če ima zaposleni možnost delati od doma, recimo doma male otroke, ki so bolani, ne, on takrat v službo priti ne more, ampak doma bi pa mogoče lahko delo, ne, ali pa bi se lahko sam organiziral, pa sam si razporedil ta čas. Pa se mi zdi dobro, da je to pač jim omogočen. Ne. Tako da mislim, da ja, da se nas lahko večina strinja, da je ta hibridni model, ki je sicer treba še dovršiti, pa ugotoviti, kaj to pomeni točno hibridni model, da je to najboljša opcija. Ja, študentje so se spraševali o 100% delu od doma, 100% delu v podjetju, morda pa je ta hibridni model res prihodnost, kot je to tudi gospod Pečnik prejle omenil. Verjamem, da je čas za kratka, jedrnate, zaključne misli. Kakšen je vaš nasvet za študente? Predlagam, da se sprehodimo vnovič od leve proti desni. Kaj lahko jaz malo razmislim, pa bo dodelko ima idejo, da gremo, da imamo malo svobode. Kak je moj model, kak je moj nasvet za študente? Jaz vam tako rekel, vedeti morate, kaj si želite, morate imeti cilj, če boste imeli cilj, boste zagotovo tudi uspešni. Če si ne boste postavljali ciljev, če ne boste vedeli, kaj je vaša misija, ne boste uspešni, pa ne boste zadovoljni. Evo, to je moj nasvet vam. Postavljite si cilje. Jaz sem pa kar nadaljeval, ne? Najte tisto vašo strast, ne? Zaradi tega, ker če ne delate nekaj, ko greste zjutraj na šiht, pa zvečer domov, pa popoldne domov, ne? Najte tisto, če res uživate, ne? Ker v tistem boste res uspešni. Zelo dobre misli. Jaz bom bolj se fokusiral na ta menedžerski del, če koga bolj zanima. Mislim, da je ključno tisto, kar nam Slovencem generalno manjka, zares pogum, odločnost, ciljna usmerjenost. Tega ni. To zelo redko vidiš. Prevzemanje, biti sposoben prevzeti odgovornost in prevzeti odgovornost za iti po meji. To je izziv, ne? Iti po meji in reči, zdaj pa lahko tudi padem. Ne? In takrat, ko padeš, ne, moraš prevzeti odgovornost za tisto. To je težko in probajte iti to vas bo prinesli naprej. Dolgoročno ja, zato da greš po meji, rabiš imeti pogum. Osnovne kompetence, tehnične kompetence so pa predpogoj. Doktorat vam pa pri tem pomaga. Jaz bi začel mogoče s tem takim mogoče statističnim dejstvom celo. Zelo veliko ljudi dela v življenju popolnoma nekaj drugega, kot so študirali. Ne rečem, da to velja tudi za vas, ki tukaj sedite, ampak enostavno življenjska pot vas pelje tudi na druga področja. Ne postanite del neke rutine. Poskušajte biti, kot je Frank Sinatra pel, ne, I did it my way, na nek način, da boste lahko z mislimi imejte to, da boste čez kakšno desetletje, 2, 3 lahko rekli, nekaj sem spremenil, nekaj novega sem naredil. Ne. Nisem bil del ves čas neke rutine, ki je enaka že ves čas. Pa mislim, da bo že to dobro vodilo. No. Ja, jaz se lahko navežem na moje predhodnike. Poglejte, lahke poti do nobenega uspeha ni, ne? Ampak naj bo ta pot polna
na nek način neke strasti, nekega žara in nekega zadoščenja ob tem, ko boste delne uspehe zasledovali. In ne pozabite, radi se učite celo življenje. To bi bil moj nasvet. Pa še nekaj, stroj in faks je zakon. Verjamem, da se tole zasluži en aplavz. Da nadaljujem, pokažite roke, da vidim, kdo ima črne roke. Moj kolega je rekel, ko mu ne teče malo olja po obrazu, to ni ta prav strojnik. Hvala lepa torej vsem gostom, hvala lepa organizatorjem, študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in alumni klub Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Hvala Cankarjevemu domu, hvala spoštovani za vašo pozornost. Z vami sem bil Dino Subašič, lep dan še naprej.